hvala za besedo. Tudi jaz ne bom zgubil besed, ampak bom za začetek naredil en selfie z moderatorko današnjega dogodka. Če je že nujno treba. To se moram pogledati. Tako, ker v času, v katerem živimo, če ne naredimo selfija, potem se dogodek pravzaprav ni zgodil. In zanimiva priprava, ki sem jo prinesel s sabo, je tale fotoaparat za selfije, sicer polaroidni. Namreč v času, v katerem živimo, smo tudi vse bolj obremenjeni z digitalnimi tehnologijami in vrača se trend k analognemu. Ampak nečesa se pa niso mogli pri tem fotoaparatu izogniti. Namreč tule gor ima ogledalce, v katero se lahko pogledate, zato da lahko naredite čim boljši selfie. Na svetu na dan naredimo skoraj 100 milijonov selfijev po Googlovih podatkih in Google že ve, ker nas ves čas gleda. In selfije ne delamo le sleherniki, delajo jih tudi, kot vidite, znanstveniki, igralci, politiki. In če niste vidni v sodobnem času, potem mogoče celo ne obstajate. In tistim najbolj vidnim celo uspe prodreti na najpomembnejše politične pozicije, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Trenutno je eden najbolj vidnih svetovnih politikov tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil nekoč tudi zvezda resničnostnega šova Vajenec. Mogoče je Američane prepričal prav s tem, ker je znal tako dobro reči v tem resničnostnem šovu: odpuščeni ste, you're fired. In so ga zato izbrali za vodjo verjetno najbolj oborožene države na svetu. Mimogrede, prav ta konec tedna so imeli v Ukrajini volitve in v drugem krogu sta bila kandidata dva, Petr Porošenko, stari predsednik, zmagal pa je na nek način outsider, zunanjec, Volodimir Zelenski in dobil skoraj 3/4 glasov na volitvah. Kaj je pri njem zanimivo? Da je bil v bistvu zvezda televizijske nadaljevanke, v kateri je že odigral predsednika. In zato, ker je predsednika že odigral, je očitno tako prepričljiv za ljudi, da so ga bili pripravljeni izvoliti tudi na političnih volitvah. Torej, zvezdništvo se vse bolj meša s politiko, velmožje in velžene, če tak izraz obstaja, postajajo tisti, ki so bolj vidni in brez profila na Facebooku, Instagramu, Twitterju in drugih omrežjih, ne v politiki, ne v vsakdanjem življenju ne obstajate. Celo v znanosti ne. Tudi znanstveniki moramo vse več, kot se temu reče v nekem eurolingu, diseminirati svoje izsledke, skrbeti za diseminacijo. Kaj to pomeni? Da moramo ves čas objavljati po omrežjih, tudi po akademskih omrežjih, kakršna sta ResearchGate in Akademija. In na ta način se vsak od nas z orodji, ki jih imamo na voljo, predvsem z mobilnimi telefoni, s katerimi ovekovečimo dogodke, kakršen je današnji, spreminjamo v medije. Torej, današnja konferenca je namenjena novinarjem, ampak vsi mi smo mediji, tudi mi smo mediji in mi gledamo vas. In tudi jaz bom po zaključku te novinarske konference vse, kar se je dogajalo danes, skušal povzeti in vas seveda za konec, zdaj imam prav dobro priložnost, da vas fotografiram še z te pozicije, fotografiral in seveda vse to objavil na lastnih omrežjih. Ker če tega ne bi storil, potem se ta dogodek verjetno ne bi zgodil. Hvala lepa.